Maruša in Žan sta se kar sama lotila opreme svojega prvega skupnega stanovanja. Le pri zasnovi kuhinje sta potrebovala pomoč strokovnjaka. Smo v stanovanju, ki je nekaj posebnega. Mlad par si je uredil stanovanje nad očetovo mehanično delavnico. In zakaj je stanovanje tako posebno? Sedim na motorju, ki se ne nahaja v delavnici, temveč sredi dnevne sobe. Maruša in Žan, zakaj ste se odločila sparkirati motor ravno sredi dnevne sobe? Se mi zdi, da je bila najboljša alternativa avtomobilu, ker smo v prvem nadstropju in se avtomobil zelo težko pripelje do gor. Tako da motor je pa dosti lažje gor spraviti, tako da je bila to neka alternativa, ki smo jo pa vzeli. Pa je ta igrača vozna? Igrača je bila vozna pred 15 leti. Mislim pa, da če bi mu dali nekih pol dneva ljubezni, da bi spet zalaufal in bi se spet peljal. Maruša, kako ste vi sprejeli ta eksponat sredi dnevne sobe? Ja, boljše to kot pa biljard miza, ne. Pri Žanu je ponavadi zmeri malo drugače vse in tako da sem rekla motor, v redu pa ne bo, ne. Za začetek me zanima, kako veliko je to stanovanje? To stanovanje je veliko 130 kvadratov. Kaj pa je bilo v tem stanovanju pred prenovo? V tem stanovanju pred prenovo je bilo zelo veliko enih sob. V tem modelu, ki mi sedimo, je bila jedilnica, tam naprej je bila dnevna soba, potem 3 dodatne sobe s hodnikom. To je pa v bistvu to. In kako je potekala prenova? Kaj je bilo vse to, kar ste morali postoriti? Poleg tega, da ste zrušili stene, odmaknili vrata, razširili prostor. Ja, to je bila tista ta prva stvar, vzeti macolo pa stene. To je to. Slišati je bilo, da ste to z užitkom naredili. Z veseljem. Ja, in tudi hitro so padle, tako da. Kaj je vse prenova potegnila za sabo? Menjati ste morali tla oziroma pode? Tako je, poden v osnovi ni bil v planu, ker je šlo pa teh 6 sten stran, 3 večje in 3 manjše. Se nivoji niso ujemali, zato je parketar predlagal, da se to renovira tako, kot treba in da se da nov parket noter. Kdo je pa potem to izvedel? Sama praktična izvedba? Sama praktična izvedba smo vse domači naredili. Imamo to srečo, da v bistvu recimo v tem primeru jaz sem si nekaj zamislila, potem je pa Žan to lahko izvedel. Tako da je bilo res super, no, tako da. Skupnimi močmi, družinsko, brat, oče. Ja. Glave skupaj pa roke skupaj pa se da veliko narediti. V spalnici sem poslo naredil sam z masivnega lesa. Od spodaj so Rosfrej nosilci. V spalnici, kot vidite, je tudi kolo obešeno na steno. Tudi ta nosilc sva že prej uporabljala v prejšnjem stanovanju, kjer je bilo malo premalo prostora, da smo pol tisto kolo lahko nekam obesili. En drug objekt smo tudi delali, zato sem se takrat odločil, da bom to betonsko lučko naredil, ker je bilo majčkeno preveč tega betona je ostalo. Pa sem se nehitro odločil, da bo ta zadeva šla v to smer, da bo nekje dobila, se pravi, novo podobo, tako kot je dobila v spalnici. V spalnici je tudi star stol, ki je bil prej drugače oblečen, potem sem ga z Marušo oba zbrusila. Stol je bil od prababice in še zdaj, kot vidite, je zelo uporaben. Ja, v pisarni se v bistvu nahaja Žanova bivša soba. Prvotna je bila v bistvu z zelenimi temi fronti, pa smo potem se odločili, da bomo prebarvali na belo, tako da smo tudi osvežili, dali novo podobo, tako da se pač tudi sklada z ostalimi prostori. Za mizo sva kar v bistvu uporabila kuhinjski pult, sva ga dala tudi delati po naročilu. Se pa tudi nahaja en poseben kos, stol v bistvu s pleksi steklom. Sva ga pa tudi videla v bistvu v enem takem športnem objektu in sva rekla, če bi mogoče, če ga prodajajo, pa so rekli, da je na prodaja, tako da smo se potem zmenili za en kos, da bo ta pač res ekstravaganten. Še zdaj sprašujejo, ali se lahko usedemo gor, ja, seveda je pač uporaben, tako da nam je bil zelo všeč. Koliko je pa udoben ob sami uporabi? Je kar udoben, je pa bolj mrzel. Se pravi za poletne dni. Tako, ja. Jaz sem pa odgovorna bila za luči v dnevni sobi in v bistvu je bila ideja pripeljana prav tako iz interneta. Nekje sem videla, da so imeli takšne luči v trgovini za čevlje
in sem prišla do Žane in sem rekla, lej, to bi bilo super, če bi bilo v dnevni sobi. In potem sva pa zrisala in sva postavila najprej stiropor na steno, da sva si lahko bolje predstavljala, kako bi bila sama postavitev luči, potem pa je pač Žan nekako izpeljal do konca. Kje sta pa ujagala tiste velike rogove? Tiste velike rogove je ujagal moj ata, tako kot je v bistvu naredil tudi to mizo. Ta miza je bila piknik miza v začetku in se potem, ko je bilo že stanovanje urejeno, se je oče spomnil, da je pa v bistvu idealna za sem noter. Sonce je še malo obšleslo, voda je naredila svoje, tako da je v bistvu dobila še tisto patino, ki nama bolj ustreza, da je to v jedilnici. Se pravi, to dejansko stara miza ni zgolj staran les? Ne, to je dejansko stara miza. Seveda me zanima, kakšni so bili stroški za vso to prenovo in koliko časa je trajalo? Ja, sama prenova v bistvu štartalo se je konec meseca maja in pa končalo recimo konec novembra, oziroma vseljena so bili prvi teden decembra. 6 mesecev? Tako. Tako. Kar hiter. Kaj pa cenovno? Cenovno je vse skupaj prišlo nekje 35 000 evrov. Poden oziroma parket je bila cena okrog 8 000 evrov, kuhinja nekje 6 000 evrov, okno blizu 3 000 evrov, potem pa še tisti dodatni stroški za ali je to bilo malanje ali umet sten, lučke, take stvari. In pa seveda še oprema od kavča do kakšnih stolov in ostalih dodatkov. Se pravi, marsikaj ste postorili sami, pa ste določene stvari tudi zaupali strokovnjakom? Tako je, kuhinjo sva pa zaupala strokovnjakom. Ja, najprej sva v bistvu obiskala ene par salonov, potem sva pa stopila v kuhinje in tam v bistvu zagledala na eno bodočo kuhinjo, čeprav do takrat... Gre za na prvi pogled. Lahko bi se rekel, da so nam brali misli. Kako je pa potem potekala sama montaža kuhinje? Je šlo vse gladko? So se držali rokov? Rokov so se držali, jaz jih nisem držal. Sem mislil, da bo obnova bila zaključena mačkam prej, tako da sva kuhinjo izbrala že v začetku. Na koncu je kuhinja čakala mene. Postavljena potem, ko je bilo vse urejeno, je bila v enem dnevu. Tiste detajle, lučke, priklopi, to je trajalo še nekaj časa, ampak načeloma v enem dnevu je kuhinja pripravljena za uporabo, če si dosti hiter tudi ti s priklopi. Gospodična Vanja, kakšen je bil postopek pri načrtovanju te kuhinje? Bil je zanimiv. Vsaka kuhinja ima neko svojo zgodbo in tako ima tudi tale kuhinja svojo posebno zgodbo. Imela sem idealnega naročnika, če lahko tako rečem. Žan in Maruša sta prišla do mene že z neko oblikovano idejo, kakšno kuhinjo želita, kakšno barvo želita, kombinacijo z lesom. Svetovala sem jima tudi pri izbiri obdelave površin, obdelave front. In skupaj smo izbrali fronto, ki ima na vtip svilnato gladko teksturo in njena posebnost je, da se na njej ne pozna prstnih odtisov. Ena od posebnosti te kuhinje so tudi snemljive fronte. V primeru, da pride do kakšne manjše nesreče in nam kaj steče v predal, se da fronto snet, očistiti predal, očistiti notranjost predala ter enostavno namestiti fronto nazaj. Ko smo skupaj z Žanom in Marušo končali kuhinjo, izris kuhinje v salonu, ko smo bili zadovoljni s kuhinjo na papirju, sem prišla tudi na dom, kjer sem upravila izmero. Vedno je treba preveriti vsak načrt, ali dejansko paše v prostor. In kako je bilo v tem primeru? So bili potrebni še kakšni dodatni posegi v kuhinjo z inštalacijami? Ob izmeri smo ugotovili, da lokacija pomivalnega stroja, kot je bila v prvotnih načrtih, ne bo v redu. Kuhinjsko korito smo umestili v levi kot prvotno in kuhalno ploščo v desni kot, zato da bi med kuhalno ploščo in kuhinjskim koritom pridobili čim več delovne površine. Ampak se je potem dejansko na sami izmeri in v pregledu vodovodnih inštalacij izkazalo, da ta varianta ne bo najbolj funkcionalna. Obstaja elegantna rešitev, da se izognemo dodatnim stroškom, dodatnega napeljevanja elektrike tam, kjer je ni.
To je tale vtičnica, ki je skrita v delovni pult. Ta vtičnica je posebna zato, ker je globoka za debelino pulta in se skrije v pult in ne ovira nobene omarice, nobenih predalov pod pultom. Kako je pa potekala potem sama montaža? Načeloma montaža pri nas traja dan ali dva, odvisno od velikosti kuhinje. V tem primeru je bila kuhinja postavljena v enem dnevu. Skupaj s kuhinjo, na dan montaže pripeljemo kuhinjo in vse gospodinjske aparate, ki jih stranka kupi pri nas. In vi tudi priklopite vse te naprave? Če ima gospodinjski aparat že priložen vtikač, potem ga lahko sami priklopimo. Vkolikor pa sam proizvajalec gospodinjskega aparata tega ne priloži, je potem zaradi naše varnosti potrebno poklicati strokovno usposobljeno osebo oziroma strokovnjaka, ki to priklopi in to naredi profesionalno. Kaj morajo stranke pripraviti, preden pridejo k vam na izris kuhinje? Fino je, da imajo s seboj dimenzije sten, višino stropa, podatek, kje se nahajajo vodovodne in električne inštalacije. To potrebujemo, da vemo, kam postaviti pečico za priklop kuhalne plošče, za priklop pomivalnega stroja. Potrebujemo podatek, kje se nahaja odvod za napo. Stranke pa velikokrat pozabijo tudi na radiatorje in na talno gretje. Zakaj pa je to pomembno? Si znam predstavljati, da se ne zakrije radiator, zakaj pa talno gretje? Talno gretje je pomembno pri pritrditvi kuhinjskega otoka. Obstaja pa še veliko lažji način za stranko in to je izris na domu, kar je naša brezplačna storitev, popolnoma brez obveznosti. Naš svetovalec pride na dom in v enem obisku naredi izmero, preveri inštalacije, skupaj s stranko zbereta barvo kuhinje, kakšen stil si stranka želi in vse skupaj se zriše, načrtuje vse v udobju strankinega doma. To je naša premium ponudba in smo edini v Sloveniji, ki ponujemo to storitev izrisa na domu. Brez obveznosti nakupa? Brez obveznosti nakupa. Kako pa poskrbite za vaše stranke po nakupu kuhinje? Vsem našim strankam ponujemo našo brezplačno storitev za servis in ponastavitev okovja. Ko je kuhinja v polnem pogonu, ob vsakodnevni uporabi, včasih je kakšen vijak potrebno malce privijačiti, naš monter pride in vse to uredi.